Dame in gospodje, mi smo nazaj in čas je, da jaz napovem eno stvar, ki mi je neverjetno simpatična. Zato sem se odločil, da z nje naredim mičken več kot samo to, da zavrtimo in o njej malo pogovorimo. Skratka, na Facebooku sem čisto po naključju zasledil en video, ki so ga posneli v domu Jožeta Potrča v Poljčanah. To je torej dom upokojencev Jožeta Potrča v Poljčanah. Tam je, bom rekel, zaposlen en fantastičen fizioterapevt Matej. On očitno s temi upokojenci, s temi starimi, simpatičnimi ljudmi počne hudiča in pol. In meni je bilo to tako simpatično in tako fajn, da moram jaz najprej vam zavrteti prvi segment teh njegovih posebnih fizioterapij. Potem se bom z njim malo pogovoril, na koncu vas čaka pa še en posnetek, ki je pa itak eno veliko presenečenje, nekaj tako dobrega, da sem komi verjel, ko sem videl. Glavnem režija, prosim, da zavrtimo torej prvi posnetek Mateja in njegovih, kak ne rečem, gojencev, upokojencev, ne vem, prebivalcev tega doma, bom povedal, kak jih sam imenuje. Režija, dajmo to zavrteti, ker je res super, no? Če, gremo! Mene zanima, kdo bo dal za pijačo, toti ali toti? Pa je, damo vi! Še vi ga! Spustite roke, spustite jih dol, samo z rameni, da jih krožimo nazaj. Izmenično, ena rama pa druga. Suče, rame se sučejo, bravo se vsedi. Sučko, še, pa naprej. Jaz sem prepričal, da še Borut Pahor ne bi zmogel tega boljš, kar je naredil Matej, in v izjemno čast mi bo, če se mi zdajle Matej pridružil živo po Skypu. Matej, se midva vidiva in slišiva. Živijo, vidiva in slišiva. Živijo, Matej, se lahko tikava? Itak. Super! Matej, daj ti meni povej, ta fizioterapija, na vse zadnje je bila fizioterapija, ker so dejansko migali z rokami in plesali, vedno poteka tako, ali dejansko samo v času tega prekletega koronavirusa, pa si drugače ti z njimi notri v domu. To mi najprej povej. Gled, dobra volja je nam od nekdaj podlaga za delo. Muziko izkoriščamo zraven tega. Zdaj, ko se pa teti cajati, moram reči, da pri nas je že 5. teden izolacije in to je že martikomu načelo živce. To so ljudje, ki so že preživeli en lep kos življenja. Vemo vsi, da avsenik pa slak je še vedno vžgal pri tej populaciji v nulo. Jaz sem to gledal preko interneta po zahodu, nekje, kako se to country muzika špila pri njih in sem rekel, zakaj pa ne bi probali, pa ti povem, da v nulo. Sem videl, ne? Matej, ampak da mi povej, v bistvu, kak je zdaj stanje, dejansko le v domu upokojencev, to je res krizna, bom rekel, krizna generacija, tam je najbolj nevarno, tam nas non-stop strašijo, da še morajo še toliko bolj paziti. A je kaj panika, recimo, v tem vašem domu v Poljčanah, ali so to nekako sprejeli z nekim razumom, pa niso preveč, bom rekel, prestrašeni? Kako je stanje glede tega? Pa gledaj, v domu smo sprejeli kar take, bom rekel, rigorozne ukrepe že od začetka. Dom smo zaprli za obiske, za odhode, stanovalci ne odhajajo. Potem smo izkoristili lokalnega ponudnika, da nam je nekaj aparatov posodil in videoklici laufajo zdaj vsakodnevno, da se svojci pogovarjajo, ker svojci so tisti, ki so najbolj pogrehljivi zdaj, ne? Panike nekaj ni, bom rekel, ker smo jim na razumen način dopovedli in dopovedujemo, vsak ukrep posebej smo jim razložili. Direktor se je sklical na vodstvo skupaj, vsak smo šli na svoj konec, vsak v svoji službi je povedal, kaj bo, kaj ne bo, kaj so nevarnosti, sprejeli ukrepe, to je obvezno razkuževanje, ko priješ v službo, roke, šuhi,
In to je to. Zaenkrat smo zaprti in jaz samo upam, da negativni ostanemo. Čeprav se malo hecno čuje negativni. Ja, ampak si videl ti, dobro, ti Matej, ti si non-stop z njimi, ampak jaz po tem posnetku, kolikor sem uspel videti, čeprav vejo, da so ogrožena vrsta, bom rekel, razumeš, ne? Ampak so tako dobre volje, tako nasmejani, tako pozitivno naravnani, no, vsaj na tem posnetku, verjetno občutek imam, da so tudi drugače takšni, veliko bolj kot, ne vem, ljudje, ki so mladi, pa so zdaj že v depresiji, ne morejo po lokale hoditi, ne morejo žurati, pa si bojo kar življenje že vzeli na pol. Te starejši, ko bi jih mogli biti pa res strah, se mi zdijo pa, da se zelo dobro držijo, no, si ti to opazil, to razliko, da kak je ta starejša generacija, ne vem, vsega hudega navajena in jim to ni tako grozno, kot morda mi mislimo, no? Ja, tole je rečeno generacija, ki je imela povojno izgradnjo. Zato so živeli v lakoti večina, za vse so mogli trdo delati, ne? In so dobesedno z manjšim zadovoljni kot pa generacije, ki prihajajo. Ne? Ker tisti, ko prihajajo tole, kar hodi mladina v službo, pa mislijo, da bojo kar 2 ure na mesec potegnili za to, da bojo sedeli. Malo drugi aspekti življenja so, medtem ko pa tem je pa malo dovolj in najbolj je pa cenjen v domu tisti socialni stik, da mu daš občutek domačnosti, da je dobrodošel, da je cenjen, da ni neka številka. Ne? Čeprav vse posod po medijih spremljamo zelo žarišče so domovi, pa niso žarišče, to so pač neki, niso ogrožena vrsta, ampak ogrožena populacija, zaradi tega, ker pač virus vidimo statistiko napada starejši folk. Ne? Ja. Ti imajo slabšo imunost in zato ne gre to skozi. Ne? Matej, predno bova zavrtela še ta drugi video, ki je pa itak top, ne, daj mi še povej, ti moraš tudi en tak vredo človek biti, bom rekel, da se sploh ukvarja s tem, da dejansko, ker ti nisi le, jaz te ne poznam te osebno, ne, ampak kakor te vidim, pa vem, da si Spolčan, tam ko moja punca, razumeš, in to si tak vredo človek, že sploh druge debate ni, ne, ampak veš, moraš biti človek za to. Občutek imam, da hodiš ti tja tudi s takim nekim veseljem in da tudi to svojo pozitivno energijo pa dobro voljo prenašaš na te upokojence svoje, imam prav? Res je. Jaz to počenjam že dobrih 28 let, pa ti povem čisto z enim takim, bom rekel, z enim primerom bom to ocenil. Jaz grem rad v službo vsak dan, res. Zato, ker ti ljudje, ki te dobijo za svojega, v bistvu je to njim drugi dom. Ne? Mi se trudimo, da so čim bolj domači, kar se tiče in prehrane, in okolice, in imajo vadbeni park, imajo domski vinograd, svinjereja, dobesedno vse imajo. Ne? Ampak ti povem, da se je zgodilo, ko sem šel na dopust, pa pridem poleti z dopusta nazaj, pa me čakajo stanovalci zunaj, pa reče, ki ste te hodili tako dolgo? Pa jaz rečem, ki dolgo, že 14 dni je bilo, ne? Pa reče, ni 14, 17 je bilo, 17. Ti, Matej, a gledajo zdaj oni, si jim kaj povedal, mi že naj gledajo zdaj? Ali gledajo preklete turške nadaljevanke, kva gledajo, da jih za ušesa primem? Glej, nažalost je tak, te turške nadaljevanke so poblesavile in jih par ljudi, ne? Ampak je rečem, dobre, svako ima svoj hobi, naj gledajo, ne? Ne gledajo, ne? Sklinica žensk v povprečju, ki vse gledajo to, ne? In jaz jim pa to povedal, tako da jaz sem prepričan, da je njih, pa bom rekel, je njih 60-70 ljudi zviher v živo gleda. Drugač pa jutri, ko prijem službo in nazaj zavrtim, pa bojo videli. Bravo. Matej, zdaj bomo si pa mi ob koncu najnega pogovora zavrteli še, ne bom povedal sploh kaj ne gledalci sami vidijo, je pa zanimivo, da si izbrano zelo moderno od lanskega leta po zaslugi filma Bohemian Rhapsody znova aktualno skladbo in bom rekel, dobro s to naredil in prav tako, kako oni to ploskajo zraven, Freddie Mercury bi bil ponosen na to, tako da Matej, tvoj zadnji stavek, s katerim se posloviš, je kaj? Ostanite zdravi, predvsem pa ohranite zdravo kmečko pamet in razmišljanje. Hvala lepa, dame in gospodje, to je bil naš Matej, fizioterapeut v domu, vedno pozabim Jožeta Potrča Spolčan, mi pa si zavrtimo torej ta drugi njihov nastop, skupni pesem, pa bodo zdaj čuli, kjera je, to je tako fenomenalno, režija požen. In the
Noga, 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 noga. Got blood on your face, a big disgrace. Wave your banner all over the place. Head drop, head drop, head drop. Bravo vi, head drop, head drop, head drop, head drop. Buddy, you're an old man, poor man, bleeding with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better. Dame in gospodje, vidimo se jutro ob 16:30.